Letos praznujemo 35 let Slovenske Karitas. Ob tem jubileju se želimo spomniti vseh dosežkov, ki smo jih doživeli v vseh teh letih. Slovenska Karitas je bila ustanovljena 1. maja 1990. Smo se zedinili najprej za dve stvari, da bo Karitas razvejana po župnijah, kar se je tudi zgodilo v 10 letih, in pa da bodo prostovoljci gonilna sila Karitas. Približno 20 let nazaj je Slovenija podpisala sporazum s Svetim sedežem, v katerem je zelo jasno zapisano: dobrodelne in socialne organizacije, ki jih ustanovi cerkev, imajo enak položaj v državi kot vse druge. Prostovoljstvo je srce Karitas. Brez prostovoljcev bi bilo veliko stvari nemogoče narediti. Brez prostovoljcev ne bi bili pri ljudeh prav tam, v njihovem kraju. In njih ob zadnjih poplavah se je pokazalo, kako je to pomembno. Ko se tukaj v Ljubljani še menimo, kako bi nekaj organizirali, tam nekdo že pomaga. Tam je že nekdo, kamor lahko ljudje pridejo in prosijo, ali pa tam je že nekdo, ki je na terenu, ki je pri družini, in to so naši prostovoljci. Brez prostovoljcev, brez teh 10 000 prostovoljcev ne bi mogli več kot 3000 ton hrane vsako leto razdeliti. Ne bi mogli vse narediti, kar naredimo za starejše. Potem pa imamo tukaj še mlade prostovoljce. Mladi prostovoljci so pa za nas izjemno pomembni, ker prinašajo novo energijo, prinašajo današnji čas in jih poskušamo vključiti tudi v pomembnejše odločitve. Predvsem pa oni prinašajo ustvarjalnost, nove projekte, nove programe, nove vidike, mi pa njim ponujamo tudi nek prostor družabnosti, rasti, pridobivanja kompetenc. In mnogi tudi naši prejemniki pomoči postajajo prostovoljci. Če pogledamo številke, ki seveda ne povedo vsega, povedo pa nekaj. Več kot 150 000 oseb vsako leto je vključenih v naše programe. To se pravi od materialne pomoči, obiskov, družabnih dogodkov, delavnic za otroke, pa do specifičnih strokovnih programov, odvisnikov, potem žensk v materinskih domovih, migrantov in tudi ostalih skupin. Vsako leto se približamo številki 100 000 tistih, ki prejemajo hrano. To so res ljudje, ki so v neposredni materialni stiski. Potem vsako leto opravimo več kot 10 000 svetovanj, strokovnih svetovanj za ljudi v stiski. Nešteto pogovorov. Več kot 13 000 otrok prejme šolske potrebščine. Tudi v resnici je vključenih skoraj 30 000 otrok najširše v naše programe. V najširšem smislu zajamemo 40 000 gospodinjstev, od tistih, ki živijo sami, pa do tistih, ki so seveda v družinskih skupnostih. Če pogledamo pomoč v evrih, v številkah, ki niso samo številka ljudi, ki prejmejo pomoč in pa naših sodelavcev, pa seveda prihajamo v zadnjih obdobjih tudi do obsega 10 milijonov in več neposredne pomoči ljudem v stiski v Sloveniji in pa seveda tudi v tujini. Slovenska Karitas je vse od ustanovitve del mednarodne Karitas. Že predal dobrote je bil formalno član Caritas Internationalis in tako smo se že vse od začetka, od ustanovitve učili od starejših in večjih Caritas, kako razvijati dobrodelnost v cerkvi in tudi v družbi. In tako, da so prvi koraki Slovenske Karitas tudi prvi koraki mednarodnega sodelovanja. Odzvati se na stiske, tako humanitarne kot po raznih naravnih nesrečah, ali pa kasneje, ko smo razvijali tudi mednarodno razvojno pomoč, se mi je ves čas zdelo popolnoma
naravno, da smo poleg domačih stisk, poleg reševanja in pomoči ljudem v stiski doma, vedno se odzivali tudi na stiske v tujini. Ko smo se parkrat tako učinkovito odzvali, naprimer en tak primer je bil cunami, pomoč Šrilanki in kasneje druge velike katastrofe, potresi in ujme, so počasi videli, da je Slovenska Karitas zanesljiv in kredibilen partner, pa da tudi naši darovalci so se vedno učinkovito, hitro in obilno odzvali na klic za pomoč. I have really positive impressions. I met with so many great colleagues, volunteers. The number of volunteers is amazing, which really shows a huge support for the work that you are doing. I also visited the Young Caritas, which has been amazing. I think that you are doing a fabulous work in Slovenia, very inspiring also for the rest of the network. And then of course we have been following you with the different support you have been doing in country and also outside of the country. So I think you have this very holistic view of what it means to support the dignity of people. Karitas vidim kot en velik blagoslov. Se mi zdi, da je v teh 25 letih pokazala svojo vrednost, pokazala je, da se zna res preživeti v situacijo, v kateri živi današnji človek, tudi situacijo, ki se nenehno spreminja, da je to organizacija, ki gradi na vrednotah, na evangeljskih vrednotah, in druga stvar, ki na človeka gleda celostno, ne samo na materialne težave in probleme, ki jih je vsako leto več, pa vsako leto so drugačne. Ampak vemo pa tudi, da naraščajo te duhovne stiske, duhovne težave, in to so lahko v obliki osamljenosti, v obliki, da si izključen, da nihče te ne vidi, oziroma da si izgubil dostojanstvo. Ker se mi zdi, da stiske niso samo med odraslimi, ampak predvsem med mladimi. Tudi mladi danes živijo v svetu, ki je poln stisk, ki je poln zank za te mlade, in gotovo je, da mladi lahko najbolj pomagajo mladim, najbolj se lahko živijo v ta svet mladih, ker ga sami najbolj poznajo. In zato se mi zdi, da ravno preko Young Caritas, preko Mlade Caritas, je lahko Caritas prisotna med mladimi. Vemo pa, da so mladi naš jutri. Lahko rečem v teh 10 letih, da sem ravno to doživljal, da Caritas je tista, ki prižiga plamenico upanja. Zadnje poplave na Koroškem sem šel, par dni zatem sem šel na teren, in zanimivo, da je voditeljica Caritas je imela hišo, to je voda zalila, ampak nje ni bilo doma, ker je šla pomagati drugim. Tu se mi zdi, da to pokaže, da je svoje pustila pa šla drugam, ker se je zdelo, da so drugi bolj potrebni, večji stiski. Ti, ki so bili, res hudo prizadeti, ko so prišli tile sodelavke in sodelavci k njim, so najbolj cenili to, da so se usedli dol, pa da so jih poslušali, da so lahko oni povedali, izlili vso svojo bolečino, vso svojo stisko. Se mi zdi, da to je bilo pa res potem, da so dobili neko upanje. Ta bližina, ko sem prej omenil za Caritas samo, kako pomembno je vzeti si čas za te ljudi, biti pripravljen poslušati, včasih tudi tukaj ure. In zato se mi zdi tako pomembno, da naši prostovoljci znajo tem ljudem prisluhniti, da si znajo vzeti čas za te ljudi, da ti ljudje začutijo, da jih nekdo res posluša. Kajti ravno v tem poslušanju potem tudi ugotoviš, kje je pravzaprav pravi problem, in potem lahko odgovarjaš na te težave z rešitvami. Zavod Pelikan Caritas je bil ustanovljen prav zaradi tega, da bi v njem v okviru zavoda izvajali zahtevnejše socialne programe, programe pomoči ljudem, ki so v zahtevnejših stiskah, ki potrebujejo dolgotrajnejšo in bolj sistematično, pa tudi bolj strokovno podprto pomoč. Najprej se je razvil program materinskih domov, takoj po 90 letih se je začel tudi razvijati program pomoči zasvojenim, in Slovenska Caritas je sprejela nekako pod svojo streho skupno srečanje in ga nekako udomačila kot svoj pristop do pomoči zasvojenim. Seveda največ in najbolj številčno
so pri nas zastopani odvisniki od drog in drugih psihoaktivnih substanc. V zadnjih letih pa tudi vse več mladih, ki so zasvojeni sodobnimi novimi tehnologijami in storitvami, ki jih omogoča, ponuja internet. Med odvisniki so talenti, ne, to ne morete dojeti kakšni. So mehaniki, se razkopljajo, znajo nazaj se staviti, ne. To so talenti. In zato pa mehki ljudje. In najbrž je to tudi en razlog, da v tej povprečni združbi ne zdržijo. Osnovna naša metoda je skupnost, omogočamo življenje v skupnosti in da tam človek odkrije, kakšna bi lahko bila njegova bolj zdrava pot in se nekako ponovno vrne v življenje, v družbo in ponovno zaživi kot odgovoren in seveda trezen posameznik, član skupnosti, družine in tako naprej. V zadnjem obdobju seveda se pojavlja poleg zasvojenosti z psihoaktivnimi substancami tudi težave v duševnem zdravju in zato smo pred leti razvili tudi tako vejo tega programa, da ponujamo pomoč in kvalitetno in zelo strokovno pomoč osebam, ki imajo poleg zasvojenosti tudi težave v duševnem zdravju. Skupnost Srečanje danes deluje v 3 centrih na primorskem koncu. Tudi ljudem, ki so zelo na dnu, bodisi stiske žensk ali pa mladih ljudi, da pomagati, če je v ozadju srce, ne samo finance. In to srečo smo imeli, da smo povsod imeli ljudi, bodisi zaposlene ali prostovoljce, ki so imeli srce za tiste ljudi. Karitas ne pomaga samo doma, ampak tudi v tujini. V sodelovanju z misionarji, lokalnimi Karitas v Afriki in sofinanciranjem Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter darovalci in donatorji je v zadnjih 19 letih zgradila ali obnovila 12 šol, 2 vrtca, internat za dekleta, 6 zdravstvenih centrov, 7 porodnišnic, center za fizioterapijo, 53 vodnjakov ter zagotovila hrano za tisoče podhranjenih otrok. Pomoč pa sega tudi v jugovzhodno Evropo in države, ki so jih prizadele humanitarne krize. Pri dobrodelnih akcijah smo vedno sledili eni pomembni vrednoti in to je zaupanju, da je naše delo res vidno in razvidno, da se ve, kaj naredimo s temi sredstvi. V vsaki akciji zbiramo za določen namen in za ta namen sredstva tudi uporabimo. In smo hvaležni za zvestobo številnih darovalcev, ki so z nami že 20 ali pa še več let. In seveda smo hvaležni tudi za vse tiste, ki prihajajo na novo, mlajše generacije. Eden od najbolj prepoznavnih projektov je dobrodelni koncert Klic dobrote, ki letos prav tako praznuje svojo 35-letnico. Franci Trstenjak, eden od pobudnikov projekta, se začetkov spominja takole. Torej, takrat, ko smo začeli, to je bilo leta 1991, leto po strašnih poplavah na Celjskem in tudi prihodu beguncev, je bilo potrebno nekaj storiti za te ljudi, kajti Celjska Karitas ni imela sredstev, da bi lahko pomagala. In takrat je prišla na idejo, da bi naredili dobrodelni koncert. In ta dobrodelni koncert se je res, hvala Bogu, novembra zgodil. Imam spomine takšne, je to bil maratonski koncert, namreč trajal 4 ure. In posebnost koncerta je bila tudi ta, da je bilo 6 televizijskih voditeljic, ki so koncert povezovale. Namreč Dekanitska Karitas se je s koncertom zelo okrepila, dobila zagon, da smo res delali čudovite stvari, da smo lahko res ljudem na terenu pomagali. In ker je prvi koncert bil tako uspešen, je bila seveda želja, da nadaljujemo in potem bil drugi, tretji, četrti. Mislim, da je bilo že drugi koncert, je bila izvedba v televizijskem studiu. No, tretji dobrodelni koncert, Klic dobrote, so pa potem že se pridružili kolegi z televizije in ga tukaj neposredno snemali oziroma neposredno prenašali. Največja stvar tukaj, ki je, že ko pripravljamo ta koncert, so te ljudje, je ta toplina, ki jo čutiš in dejansko se čuti njihov namen. Njihov namen je pa pomagati ljudem, ki so v stiski. To se čuti z neko dobroto, ki jo nudijo vsem, tudi nam, glasbenikom, in zato z nekim užitkom vsako leto pričakujemo ta koncert.
Slovenska Karitas že 20 let skupaj s partnerji in ambasadorji vabi k preventivni akciji 40 dni brez alkohola, s katero spodbujamo, da se v postnem času odpovemo alkoholu, v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi posledic alkohola. V akciji 40 dni brez alkohola, ki smo jo začeli pred 20 leti, smo pa še en korak naprej naredili. Velikokrat gledamo na probleme ločeno. Aha, alkohol je samo problem prometa. Aha, alkohol je samo problem ciroze, zdravja in tako naprej. Alkohol je samo problem družine, to nas ne briga, to se pri njih dogaja in to je to. V resnici ni res, v resnici so vsi ti problemi zelo prepleteni in v takih preventivnih akcijah želimo povezati državo, institucije, želimo povezati organizacije, ki pomagajo in tudi družine, posameznike. In mislim, da nam je s to akcijo 40 dni brez alkohola uspel in da lahko smo začutili, da je to družben problem, ki ga lahko rešimo samo skupaj. Karitas je začutila potrebo po izobraževanju za svetovanje že zelo zgodaj, saj nam je že 35 let nazaj, ko se je Karitas ustanovila, avstrijska Karitas pomagala z šolanjem, z izobraževanjem prostovoljcev in sodelavcev. Takrat se je ena skupina ljudi, 16, odločila za to šolanje, ga končala in to so bili v bistvu prvi zametki ljudi, ki so potem tudi konkretno svetovanje opravljali po župnijskih Karitas. Slovenska Karitas že 35 let s predanostjo in sočutjem pomaga ljudem v stiski in povezuje srčne ljudi, ki želijo pomagati. Njeno delo obsega številna področja in zajema vse starostne skupine. Prostovoljstvo je temelj delovanja Karitas. Izobraževanja in srečanje prostovoljcev krepijo vezi in omogočajo uspešno pomoč v skupnosti. Posebno mesto pa imamo mladi. Danes nas je v programe Young Karitas vključenih že več kot 2500 po celi Sloveniji. Slovenska Karitas že vrsto let omogoča letovanja za socialno ogrožene otroke, starejše in družine. Na letovanjih otroci doživijo nepozabne počitnice, polne iger, ustvarjanja in druženja, družine pa si oddahnejo od vsakdanjih skrbi ter okrepijo medsebojne vezi. Na koncu tedna, ko se z njimi razidemo, res začutiš, koliko smo mi njim dali, koliko so pa tudi oni pustili v nas neke topline. In čez celo leto te to ves čas napolnjuje, ti daje smisel, energijo. In to mi je tako ena res lepa stvar, ki me navdihuje, pa mi daje lep spomin in zagon za naprej. Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino se avgusta že vrsto let zbirajo umetniki v okviru likovne kolonije Umetniki za Karitas. S svojim ustvarjanjem, razstavami in prodajo del pomagajo ljudem v stiski ter opozarjajo na konkretne potrebe v družbi. Izkupiček vsako leto namenijo dobrodelnemu cilju. Pobudo je začela Jožica Ličen. V času naravnih in humanitarnih nesreč Karitas nudi nujno pomoč in toplo besedo. Številne dobrodelne akcije, kot so klic dobrote, otroci nas potrebujejo, pomagajmo preživeti in živeti in zaupanje, zbirajo sredstva za pomoči potrebnim v Sloveniji, z akcijama Za srce Afrike in Ne pozabimo, pa pomagamo v tujini. Posebno pozornost namenjamo oskrbi žrtev trgovine z ljudmi, podpori žalujočim, opolnomočenju starejših in osamljenih ter brezdomcem. Karitas že več kot 30 letja povezuje dobroto in solidarnost in dokazuje, da sočutje in skrb za sočloveka ne poznata meja. Karitas je čuteča skrb cerkve za ljudi v stiski, pa tudi prinašanje božjih ljubezni ljudem, posebno tistim v stiski. Karitas je družina, Karitas je prijateljstvo, Karitas je sprejetost, Karitas je poslušanje, Karitas je spremljanje, Karitas je srce. Karitas je dobrodelna, pa tudi bi rekel srčna in pa čuteča organizacija, ki zna opaziti človeka v stiski in mu s to dimenzijo srca priti na pomoč. Karitas je, kar želiš, da bi drugi tebi storili, ti stori njim. Karitas je srce,
Karitas je pot upanja, Karitas je tista, ki nas pelje v lepši jutri. Zelo, zelo pomemben del našega življenja in uporabnikov in nas, zaposlenih in prostovoljcev. In to je tako bom rekla, nekaj več kot služba, več to je poslanstvo. Vse najboljše, Karitas!